Čisto novi Peugeot 508, pravijo Francozi. No, če bi gledal tako je direktno v nos, bi Peugeot mogoče celo nasedel, ampak v resnici gre samo za osvežitev. In kot je pri teh v navadi, sta novi maska in led, bolj natančno tukaj luči, ki so zdaj namesto Xenona v LED tehniki in zaradi tega vrhunske. Ja, in logotip pa se je premaknil s havbe na masko, kamor zdaj bolj paše. Eleganca se še vedno nadaljuje v notranjosti, ki je na prvi pogled ostala nespremenjena. Takele barvi je super, čeprav se hitro maže, in še vedno gre za eno boljših kabin v tem razredu. Manj je gumbov, da je vse skupaj še bolj pospravljeno, se z večino funkcij upravljate kar preko tega 7-palčnega zaslona na dotik. Še na merilnike vam ni treba gledati, vse vam bo pokazal tale projekcijski zaslon, ki ga lepo štiljate tule. Kot da bi se Peugeotci sramovali gumbov. Ima pa tokrat res ogromno odlagalnih površin. Ker je bilo na račun tega prej pri starem modelu ogromno pritožb, so ponovno dodali tole. Prostor za ključ. Še zaprete ga lahko. No, za telefon pa verjetno pride novo model čez kakšne 3 leta. Resno, tako nepraktičnega voznikovega okolja za tiste, ki imate vedno polne žepe, že dolg ne. Je pa elegantno, tukaj pa nikaj reči. Tale novi 2-litrski dizelski modri HDI je na papirju za svojih 133 kW oziroma 180 konjev super varčen in moram reči, da pa je priča tudi v praksi. Pošteno potegne, kombinirana poraba pa seveda ne bo 5,8 kot obljubljajo, ampak pod 7 litri se boste pa lahko vozili, kar je glede na moč čisto spodobno. Nov je tudi ta 6-stopenjski samodejni menjalnik EAT6, čez katerega se nimam kaj pritoževati. Hvala ne vem komu so se odločili za klasičnega in v zgodovino poslali robotiziranega, ki se temu avtu res ni podal. Očitno še sami to priznavajo, če so ga zamenjali. No, prestavna razmerja so dobro izračunana, 130 se boste vozili z nekje 2000 vrtljaji, da bo lepo tiho. Če je povsod prisotna eleganca, sem razočaran nad udobjem. Blaženje je za tip vozila, sploh pa Peugeot je pretrdo. Res da ima velika platišča, ampak vseeno bi moral biti mehkejši, ker se zato ne pelje dosti bolj odločno. Pri najboljših predstavnikih razreda je podvozje bolj udobno in vožnja skozi ovinke še bolj dinamična. Z bogatejšo serijsko opremo je okoli tisočaka dražji kot prej, tako da najbolj uskupljenega dobite za 22.613 evrov. Takšen z opremo Allure in s tem motorjem vas bo olajšal za ničkaj skromnih 38 jurjev. Človek misli, da za takšen denar dobiš vsaj dober predalček za telefon, tako pa večinoma lepota.